Ali ste vedeli, da imamo ohranjen še en dokument iz 9. stoletja, ki je neprecenljiv zaklad za slovensko zgodovino, jezik in identiteto? To ni mit. To je žitje svetega Metoda, življenjepis svetnika, znan tudi kot panonska legenda. V prejšnjem videu smo predstavili življenjepis njegovega brata Konstantina, Cirila. V tem videu pa bomo odkrili, kdo je bil skrivnostni avtor Metodovega življenjepisa in zakaj je njegovo sporočilo tako pomembno. To je besedilo, ki dokazuje obstoj slovenske države, slovenskih knezov in slovenskih knjig že v zgodnjem srednjem veku. Poglejmo, kaj pravi ta izjemen zgodovinski vir in zakaj so se proti njemu uprli tako imenovani trojezičniki. Žitje svetega Metoda ali panonska legenda je v slovensko-ruskem jeziku ohranjena legenda, ki sega do Metodove smrti in je po mnenju zgodovinarja Franca Kosa nastala v spodnji Panoniji v drugi polovici 9. stoletja. Pisec te legende je, sodeč na podlagi besedila legende, eden izmed Metodovih učencev, po rodu Sloven, ki je živel v drugi polovici 9. stoletja. To izhaja iz besedila, kjer pravi, da je bil Metod učitelj njemu in njegovemu ljudstvu, ter je živel v njegovi dobi. Isti pisec prosi Metoda, da bi se v nebesih spominjal svojih učencev v molitvah in jih rešil vsake nevarnosti. Da je bila ta legenda spisana kmalu po Metodovi smrti, je razvidno tudi iz tega, da avtor ne ve ničesar o izgonu Metodovih učencev leta 886 iz Svetopolkovega slovenskega kraljestva, neznano pa mu je tudi uničenje tega istega velikomoravskega slovenskega kraljestva oziroma države ob koncu 9. stoletja. Dogodki v legendi ne nasprotujejo drugim zanesljivim zgodovinskim virom, nekateri dogodki pa so omenjeni izključno v njej. Leta 1870 je Franc Vites Miklošič izdal to legendo pod naslovom Vita Sancti Metodi Rusico Slovenike et Latine. Znanih je 8 ohranjenih rokopisov rusko-slovenske redakcije žitja svetega Metodija, med katerimi je najstarejši iz konca 12. ali začetka 13. stoletja. Žitje svetega Metoda sodi med prvovrstne zgodovinske vire iz 9. stoletja, ki dokazujejo tedanji obstoj slovenskega imena, slovenskega jezika, slovenske zemlje, slovenskih knezov, slovenskih knjig, slovenskega besedovanja, slovenskih evangelijev in tako dalje. Nikjer pa ni najti imena Slovani, slovanski, saj tedaj ni obstajalo in ni bilo znano. Spomin in življenje očeta našega in učitelja Metodija, nadškofa Moravskega. Bil pa je ne nizkega rodu, od obojne strani, temveč zelo plemenitega in častnega, znanega davno Bogu in cesarjev in vsej solunski pokrajini, kakor je bila tudi njegova telesna lepota na glasu. Zato so ga tudi pravniki ljubili in od deških let častno o njem govorili, dokler mu ni cesar, ko je zvedel za njegovo bistrost, dal slovensko kneževanje. Pravim pa jaz, kot da je predvidel, da ga bo za učitelja Slovenom poslal in prvega nadškofa, da bi se priučil vsem slovenskim običajem in se jim privadil polagoma.
Zgodilo pa se je v onih dneh, da sta Rastislav, knez slovenski, s Sventopolkom poslala z Morave k cesarju Mihaelu govoreč tako: po božjem usmiljenju smo zdravi in k nam so prišli mnogi učitelji iz Italije, Grčije in Nemčije ter so nas učili različno, a mi, Sloveni, smo preprosti ljudje in nimamo nikogar, ki bi nas poučil v resnici in umevanje resnice pokazal. Daj torej, dobri gospodar, pošlji takega moža, ki nas bo učil vso resnico. Tedaj je cesar Mihael rekel filozofu Konstantinu: slišiš li, filozof, to reč? Drugi tega ne more storiti razen tebe. Torej, ti mnogo darov in vzemi svojega brata igumena Metodija, pa pojdi. Vidva sta namreč Solunčana, a Solunčani vsi čisto slovensko govore. Ampak veliko besedo zaslišavši, sta se molitve lotila tudi z drugimi, ki so bili istega duha kakor ona. In tu je razodel Bog filozofu slovensko pisavo. In takoj je uredil pismenke in besede sestavil ter se z Metodijem napotil v Moravo. Začel pa je zopet ponižno pokoren služiti filozofu in učiti z njim. In ko so pretekla 3 leta, sta se vrnila iz Morave, ko sta učence naučila. Ko je apostolik Nikolaj izvedel za taka moža, je poslal ponju, želeč ju videti, kakor angela Božja. Potrdil je njun nauk in položil slovenski evangelij na oltar svetega apostola Petra. Posvetil pa je blaženega Metodija v duhovnika. Bilo pa je mnogo ljudi, ki so bogokletno sramotili slovenske knjige, rekoč: ne spodobi se, da bi kateri drug narod imel svoje črke, razen Judov in Grkov in Latincev, po Pilatovem napisu, ki ga je napisal na Gospodnji križ, ki jih je apostolik nazval pilatnike in trojezičnike ter obsodil. In je ukazal nekemu škofu, ki je bil za isto boleznjo bolan, da je od slovenskih učencev posvetil 3 duhovnike in 2 lektorja. Poslavši pa kocelj k apostoliku, je prosil Metodija, blaženega učitelja našega, da bi ga njemu prepustil. In je rekel apostolik: ne samo tebi edinemu, ampak vsem onim slovenskim deželam ga pošljem učitelja od Boga in od svetega apostola Petra, prvega naslednika in ključarja nebeškega kraljestva. In poslal ga je, napisavši tole poslanico: Hadrijan, škof in služabnik Božji, Rastislavo in Sventopolku in Koclju. Mi pa smo s trojno radostjo napolnjeni po premisleku sklenili Metodija, sina našega, ko smo ga z učenci posvetili poslati v vaše dežele, moža popolnega znanja in pravovernega, da bi vas učil, kakor ste prosili. On je prevel svete knjige na vaš jezik. Popolnoma vse cerkvene bogoslužne knjige in sveto mašo, to je službo in krstom, kakor je začel filozof Konstantin, po božji milosti in po priprošnji svetega Klementa. Isto tako pa, če more kdo drugi dostojno in pravoverno prevajati, naj bi sveto in blagoslovljeno od Boga in od nas in od vse katoliške apostolske cerkve, da bi se lahko zapovedi Božjih naučili. Samo ta običaj ohranite, da pri maši prej berejo berilo in evangelij latinsko, potem slovensko, da se izpolni svetopisemski izrek: hvalili bodo Boga vsi narodi. In drugje, vsi bodo v raznih jezikih oznanjali velika dela Božja, kakor jim je dal Sveti Duh izgovarjati.
Sprejel pa ga je Kocelj z veliko častjo in ga zopet poslal k apostoliku in 20 mož, poštene ljudi, da bi ga posvetili za škofa v Panoniji na prestol svetega Andronika iz 70 gospodovih učencev, kar se je tudi zgodilo. Ko pa so izkazali spoštovanje apostolikovem pismu, so našli pisanje: Naš brat Metodij je svet in pravoviren in apostolsko delo dela in v njegovih rokah so od Boga in apostolskega prestola vse slovenske dežele, katerega prekovne bodi preklet, katerega pa posveti bodi svet. Potem pa je odvrgel ves hrup in svojo skrb Bogu priporočil. Prej pa je od svojih učencev postavil 2 duhovnika, zelo spretna brzopisca in hitro vse svetopisemske knjige, popolnoma razen Makabejcev, prevedel iz grškega jezika v slovenskih v 6 mesecih, začenši od marca meseca do 26. oktobra meseca. Prej je namreč s filozofom prevedel samo psalterij in evangelij z apostolskimi berili in z izbranimi cerkvenimi službami. Tedaj pa je prevedel tudi nomokanon, to je pravilo zakona, in izbrane knjige svetih očetov. Na cvetno nedeljo se je zbralo vse ljudstvo in šel je v cerkev, čeprav obnemogel, blagoslovil cesarja in kneza in klerike in vse ljudstvo in je rekel: Varujte me, otročiči, do 3. dne. Kakor se je tudi zgodilo. Ko se je svital 3. dan, je še rekel: V tvoje roke, Gospod, izročam svojo dušo. In na duhovniških rokah je umrl dne 6. aprila v 3. indikciji leta 6393 od stvarjenja vsega sveta. Njegovi učenci pa so ga dali v rakev in mu dostojno čast izkazali in opravili cerkveno službo latinsko in grško in slovensko in ga položili v grob v stolni cerkvi. Kot smo videli, je žitje svetega Metodija veliko več kot le verska legenda. Je temeljni kamen, ki priča o moči jezika, kulture in politične samostojnosti v srcu Evrope v 9. stoletju. To je zgodba o državnosti, ki je bila uničena, in o jeziku, ki je priživel in se ohranil vse do današnjih dni. Metodovo delo in njegova zapuščina so nespremenljiv dokaz o starosti in globoki zgodovini slovenskega naroda. Kaj mislite vi? Ali ste že slišali za panonsko legendo? Delite svoje mnenje v komentarjih spodaj, radi bomo prebrali vaše odgovore. Če vam je bil ta pogled v zgodovino zanimiv, se prijavite na kanal in kliknite še na zvonček, da ne boste zamudili naslednjih videov. Delite ta video s prijatelji, ki jih zanima slovenska zgodovina. Hvala, da ste si ogledali zgodovinsko potovanje. Nasvidenje v naslednjem videu.